V sklopu Glazerjevega festivala so v župniji Malečnik otvorili prenovljeno 13-stropno obokano vinsko klet, ki bo poleg primarne funkcije namenjena tudi ostalim pripadajočim razvedrilnim vsebinam. Res je, z Glazerjevim festivalom, ki je potekal od 21. do 25. aprila, smo vključili tudi otvoritev 13-stropne obokane župnijske vinske kleti. Zvrstilo se je v času festivala kar lepo število različnih dogodkov, tako za otroke kot za odrasle. Izjemno veliko ljudi je pritegnila prav otvoritev vinske kleti in to je bil nekako nov začetek. Najprej se tukaj zahvaljujemo trenutnemu župnijskemu upravitelju dr. Sebastjanu Valentanu, ki nam je seveda sploh odprl vrata te vinske kleti. Ponudil nam je možnost sodelovanja, promocije krajev nas vinarjev. Vinarje pa je zanimalo, kako lahko doprinesemo k promociji nas vinarjev, pa seveda tudi k promociji kraja. Po večtedenskem čiščenju nekdaj zapuščene vinske kleti je slednja sedaj v popolnoma drugačnem stanju. Lokalna skupnost v sodelovanju z vinogradniki to odločitev tudi zelo pozdravlja. Klet je pravzaprav bila v takšnem stanju, kot je, bila je za počistiti. Največje delo, ki smo ga opravili, je bila na novo postavljena električna inštalacija. Seveda smo sami vinarji pripomogli finančno, pa tudi župnija nam je pomagala. K samim čistilnim akcijam pa smo doprinesli s svojim časom in vložili prostovoljna dela. Res je, da je klet obstajala že v 16. stoletju, gotovo pa že prej. Namreč župnija z cerkvijo se omenja že leta 1236 in takrat je gotovo stalo tudi župnišče. Mi imamo tukaj ohranjen še en steber, rečejo mu v umetnostni zgodovini ajdovo zrno, ki nakazuje na obstoj te kleti že v času renesanse, ampak kot rečeno najverjetneje pa tudi že prej. Torej, dogodki, ki se bodo v vinski kleti dogajali v prihodnje, bodo gotovo številni. V župniji Malečnik pa kljub veliko vloženemu trudu že snujejo načrte za nadaljnji razvoj tega območja. Kakšni so konkretni načrti za prihodnost? Ja, klet je trinivojska, obokana. V glavnem so vsi prostori že usposobljeni, samo eden še čaka, tako da ga malo počistimo, pa bo tudi tisti primeren za organizacijo različnih dogodkov, predvsem kulturnih dogodkov, kulinaričnih, in tega se zelo veselimo v prihodnje. Ena izmed soban bo na voljo za izpeljavo manjših koncertov oziroma bo namenjena tudi za druge dejavnosti. Ja, tako zdaj lahko rečem, da smo dobro začeli že 22. aprila, ko smo imeli otvoritev župnijske vinske kleti, kjer je bil koncert Dua Deliri in pa degustacija vseh lokalnih vinarjev v tem prostoru vinske kleti. Sigurno pa se tudi nadalje nadejamo za neke še vsaj 2 ali 3 podobne dogodke, izpeljane na vsaj takšnem nivoju, kot je bila otvoritev. Koncert, seveda, če pogledamo klet, ki je v ozadju, je najvišja in je obokana in ima tudi najlepšo akustiko. Tako da si prizadevamo, da bi se manjši koncerti zgodili ravno v tem delu kleti, obenem pa bi se lahko ob teh koncertih predstavili tudi vsi lokalni vinarji, ki sodelujemo v našem društvu vinarjev. Kajti tak biser, take župnijske kleti velike so redke in prava posebnost. Akustika je izredno dobra. Tukaj pričakujemo, da bomo organizirali poleti koncerte. Klet je primerna tudi za organizacijo civilnih porok, za pogostitve, potem za kakšne variante z prikazom hrane, kulinarike, torej veliko možnosti za prihodnje se obeta.